S spanjem do večjih mišic. Se sliši čudno, ne? Ampak je še kako res. Kje pa je skrivnost, te zanima? Glej dalje. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Pomanjkanje spanca, nemiren spanec ali težave s spanjem ne vplivajo slabo samo na našo psihično stanje, ampak tudi na rast naših mišic. Sigurno ste že slišali tisto train, eat, sleep, repeat. Spanje je namreč temelj dobre in učinkovite trening rutine. Če ne boste spali dovolj, se zjutraj ne boste zbudili spočiti in vaše mišice ne bodo dovolj regenerirane. Poleg tega pa pomanjkanje spanja vpliva tudi na slabšo izvedbo treningov. A ja, pa da ne pozabim, da ne boš zamudil mojih naslednjih videov, se naroči na naš kanal, spodaj stisni like, če imaš pa vprašanje, mi ga napiši v komentar in v naslednjih videov ti bom odgovoril. Medtem ko spimo, se naše mišice in tkiva regenerirajo, pri tem pa jim pomagajo različni hormoni. Ukolikor je spanec prekratek ali slabe kakovosti, je tudi izločanje in delo teh hormonov oslabljeno. To pa privede do tega, da se telo ne regenerira tako, kot bi se moglo in potem ni pravega rezultata. Da vam bo bolj jasno, med treningom nastajajo v mišicah mikropoškodbe oziroma natrganine. Med spanjem oziroma počitkom pa se te natrganine regenerirajo in s tem povzročimo rast mišic. Kateri hormoni pa vplivajo na regeneracijo in rast mišic? Pomanjkanje spanca predstavlja stres za naše telo, kar pa privede do tega, da se stresni hormon kortizol prekomerno izloča in potem deluje katabolno na naše mišice. Prekomerno izločanje kortizola pa povzroči tudi kopičenje maščobe okoli trebuha, predvsem v predelu ljubezenskih ročk. Tega pa si kar nočete. Za razliko od kortizola je rastni hormon anabolični hormon, ki deluje v korist vaših mišic. Rastni hormon se izloča največ v času globokega spanca. Če ne boste dobro globoko spali, se ne bo izločal tako, kot bi se mogel. Pomanjkanje spanja prispeva k inzulinski rezistenci. To pomeni, da se zmanjša občutljivost celic na inzulin. Celice zato ne morejo optimalno uporabiti hranil. To pa otežuje izgradnjo novih mišičnih beljakovin. Sčasoma pa se zato poveča tudi tveganje za bolezni srca in sladkorno bolezen. Če želite inzulin izkoristiti za gradnjo mišične mase, ga morate dvigniti takrat, ko so mišične celice prazne. To je pa po treningu. Priporočam, da v beljakovinski napitek zmešate nekaj enostavnih sladkorjev, priporočam Better Maltodextrin. Testosteron je hormon, ki ga proizvajajo tako moški kot ženske. Seveda pa ženske toliko manj in zato tudi ne morejo toliko pridobiti na mišični masi. Visok nivo testosterona pa je izredno pomemben za izgradnjo mišične mase. Največ ga nastaja med dolgim in globokim spanjem. Torej, če ne spite dovolj, bo proizvodnja testosterona slabša, s tem pa tudi rast mišic. Kot vidite, pomanjkanje spanja spravlja telo v katabolno stanje. Tudi če boste trdo trenirali in jedli veliko beljakovin in zdrave hrane, bo pomanjkanje spanja privedlo do tega, da ne bo prirasti mišične mase. Vsem, ki se po napornem dnevu težko odklopite in zaspite, predlagam, da vzamete izdelek Iron Max Downer. Z njim se boste zazibali v globok in intenziven spanec in s tem regenerirali svoje mišice. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v naših shopih.